A upava dati kakšno napoved recimo za Bitcoin, zlato pa S&P do konca leta 2025? Recimo 20. januarja bo inauguracija in Trump bo imel govor, pa bom čisto poenostavil, če bo na tem govoru omenil Bitcoin. Bo. Potem jaz ne vem, kdo to ustavil. Ne? Bitcoin je zdaj po kapitalizaciji 11. največje gospodarstvo na svetu. Mislim, da v tisti euforiji še nismo, ampak se pa bližamo temu z vsakim novim rekordom. In vedno, ko smo na novih rekordih, vedno večja je verjetnost, da se bo zadeva prelomila. Tako da tukaj me skrbi, ker mislim, da tukaj mora priti do ene streznitve. No, ker ravno sem najdela en podatek, da zadnjič, ko je bila, mislim, da prejšnji teden, minimalna korekcija, ko je šlo nazaj dol pod $100,000, je celoten kriptotrg v 24 urah izgubil $200 milijard. V tem ciklu vidimo vrh tega cikla. Lepo pozdravljeni v novem podcastu Incrementum. Moje ime je Katarina Matejčič, danes pa gostim Benjamina Samotorčana, direktorja prodaje v Incrementumu. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. In pa glede na to, da smo decembra, današnja tema, seveda pregled leta, ki je tako rekoč že skoraj da končano, in pa seveda napoved, kaj se nam lahko zgodi v naslednjem letu. Letošnje leto je bilo na finančnih trgih vsekakor izjemno, leto rekordov, padali so tako rekoč tedensko, velja tudi za velik del kriptovalut, in s tem bova nekako začela torej en tak resen pregled leta, kaj so bili tisti glavni mejniki, katerih stvari se bomo najbolj zapomnili, katere bomo poskušali čim prej pozabiti, in pa seveda vedno bolj se dogaja, da neke zgodovinske izkušnje ne pridejo več tako zelo prav, kot so recimo včasih. Smo popolnoma v nekih drugih ciklih, ki, ne vem, je visoka inflacija, pa stvari še vedno rastejo ali pa podobno. Če greva najprej čez to leto v iztekanju, najprej tista rast čez $70,000 za Bitcoin, ko so odobrili ETF skladi. Potem hud padec takoj začetek avgusta, potem ko je japonska banka minimalno dvignila obrestne mere. Potem pa bildanje do volitev, raslo. Potem pa najprej ta magična meja $100,000 in zdaj je padla še magična meja €100,000 za en Bitcoin. V vaših besedah, kako bi vi opisali to leto, kakšno je bilo za trg kriptovalut? Ja, če se vrnem mogoče še malo nazaj, se pravi v letu 2022, ko smo bili deležni tega bear marketa oziroma tega padca, te negotovosti na kriptotrgu in čakanje na nov vzpon, nov cikel rasti. Moram reči, da je bilo to kar mukotrpno, oziroma to čakanje. Da se končno nekaj premakne. Se ni dogajalo tudi sam pri razlaganju oziroma spodbujanju k investiciji. Točka investicije je bila takrat oziroma vstopa kot investitor zelo ugodna, vendar je težko, če je vse rdeče, če je vse negativno, če se nič ne kaže in tako naprej. Tako da to vse trajalo do, bom rekel, skoraj konca leta 2023, ko se je začelo govoriti o ETF-ih. To je pa bila neka spodbudna novica in ja, smo že v letu 2024, 10. januar, ko so bili odobreni ETF-i, največji upravljalski družbi BlackRock in potem še ostalim, ki so sledili. In to je v bistvu pahnil Bitcoin do novih rekordov, se pravi že pred halvingom, ki je bil aprila 2024, presegel svojo najvišjo točko. Se pravi, ta pričakovanja, ta priliv, ki se je prelil enormno v 40 dneh, ogromno milijard v bistvu, ta ETF vezan na Bitcoin je presegel vse ETF-e po volumnu. Tako da lahko rečem, da je prišlo do nekega prevelikega pričakovanja, se pravi neke nagle rasti. In ja, iz izkušenj lahko povem, kadar pride do neke hitre rasti, potem sledi tudi nek popravek, korekcija, če lahko temu tako rečem. Tako da ta vrh je bil z Bitcoinom dosežen marca 2024 in potem smo bili deležni neke te korekcije na račun prevelikega pričakovanja
in potem avgusta še za to japonsko centralno banko z neko paniko rahlo, ne. Tako da lahko rečem, da sta bile v tem obdobju kar 2 korekciji, kar je spet za nove vlagatelje ponudilo odlično priložnost, tako. Za nas obstoječe pa spet bomo spet čakali in tako naprej. Tako da potem se spet s trgom nič dosti ni dogajalo, se pravi, vmes je bil še tudi halving, ki pa tokrat ni dal nekih rezultatov, če pogledamo vse prejšnje 3, a ne? Drži, aprila je bil halving, se pravi polovičenje, se pravi ponudba Bitcoina se je prepolovila. In takrat vsi pričakujejo, da bo trg zrastel, pa ni, ne. V bistvu je še padel, ne. Bilo tako neka sell the news informacija oziroma dogodek. Tako da spet je bila neka nejevolja, zakaj pa zdaj ne raste, vse je pol manj ponudbe Bitcoina, bi pač mogel rasti, pa ni, ne. Ampak mi vedno učimo... Tudi kar nekaj odlivov z ETF-ov je bilo v tem času, ne, po tistem velikem hypu, takoj začetek pomladi, potem tudi ETF-i niso dali takih rezultatov, kot morda je kdo pričakoval. Drži, ja, da so kar hitro začeli stopati, se pravi, bil odliv iz ETF skladov. No, do pred volitvami ameriškimi, se pravi novembra, oziroma že ta predvolilni boj je pa nakazoval, in tukaj je bilo zelo zanimiv, vsaj z mojega vidika, ko pa spremljam zadeve, začele so se tudi obrestne mere zniževati, to pač vse vpliva pozitivno ne samo na kriptotrg, ampak v bistvu na vse trge. Se pravi, denar postaja cenejši, likvidnost se povečuje in z tega vidika ljudje iščejo alternative oziroma naložbe, ki so bolj donosne oziroma tudi bolj tvegane, in kripto je eden izmed teh. Tako da za volitvami je pa na kriptotrg zelo optimističen veter, se pravi za izvolitvijo Trumpa, ki je pro-kripto, njegova ekipa je zelo naklonjena kriptovalutam, Elon Musk kot njegova desna roka. Ki je že pred leti tweetal, da bo Tesla veliko kupovala tega, ne, in takrat zelo. Tesla mislim, da še danes poseduje nekje 11.500 bitcoinov svojih rezerv, ki jih ima pač v bitcoinih. Tako da, ja, trg je začel in bitcoin je presegel to magično mejo 100.000, zdaj je tudi 100.000 evrov. Zdaj smo že skoraj bili 110.000, tako da... To je naslednja magična pravil, ne, 110.000 torej, oziroma približno 106.000 evrov, ne, tam nekje. Tako. Mislim, da to še ni vrh. Če vlečemo sporednice s prejšnjim ciklom oziroma prejšnjim 2 cikloma, se pravi časovne obveznice, nas čaka leto 2025 tudi še zelo pozitivno. To ne pomeni, da bo samo raslo, seveda bo tudi kakšna korekcija. Lahko se tudi zadeva spremeni, ampak glede na indikatorje, ki jih pač spremljamo ta trenutek, ni na vidiku nekih groznih zadev oziroma zaključek cikla. Lahko pa pride kakšna geopolitična situacija, ki spremeni pač svet, ne. Ampak v letošnjem letu smo videli, da so bile te zelo kratkotrajne, tudi politični analitiki komentirajo, da se ljudje mogoče kar malo že prehitro na vsako tako krizo navadijo. Dan, 2 je še neka panika, potem pa že vsi pozabijo, da se nekaj groznega nekje ne ravno pri sosedu dogaja, ne. In tudi nafta, recimo, ki je včasih zelo nihala po kakšnem napadu, bombi, danes so bistveno manjši premiki, medtem ko kripto pa sploh je pa recimo letos tudi zelo raslo zlato, ki velja za varno pribežališče, a ne? Popolnoma se strinjam s tabo, ti si sicer omenila ljudi, jaz bom pa trge. Se pravi... Ljudje so trg. Tako, ok, dobro. Se pravi, ta negotovost, se pravi, a bo recimo Rusija napadla Ukrajino, to je bilo negotovo, ko jo je, ok, je trg odreagiral malo, ne, ampak zdaj to že vse vkalkulirano ceni. Kljub temu, da še vedno padajo bombe, imamo na vzhodu vojno, tudi je malo trg za njihov nič dost, ne. Predvsem tisti dan je bil neka korekcija, nek strah, ko je Iran spustil na Izrael rakete, je trg odreagiral, tam se to še zdaj naprej vojskujejo, meni je to sicer nesprejemljivo, da pač bombe padajo, pa nedolžni umirajo, ampak tudi trgi v bistvu to kalkulirajo, oziroma trgi ne marajo negotovosti. In če je negotovost, potem je na trgu tudi večja volatacija, in dokler ni zadeva jasna, se pač trg giba v tisto smer, oziroma ko je jasna, se giba v smer, ki je pač
v danem trenutku namenjena, bom rekel. Ne. Zdaj smo, bom rekel, v nekem bulu, če se osredotočim na kriptotrg. Prej sem že omenil cikle in če vlečemo časovnice, pomeni, da pričakujemo, se pravi, isti časovni cikl, če bi se zdaj zgodil. V tem ciklu vidimo vrh tega cikla nekje novembra, decembra prihodnje leto. Zdaj, kako bo, ne vem, lahko pride tudi do kakšne hujše recesije. Gospodarstvo se mi ne zdi ravno zdravo, predvsem evropsko. V Ameriki je zdaj vse in sploh, čeprav najbrž niso razmere take. Ne. Tako da tukaj me skrbi, ker mislim, da tukaj mora priti do ene streznitve, ker gospodarstvo oziroma delniški trg praktično v zadnje krize, tiste 2008-2010, je še vedno minimalne v bulu, popravke, ne, tako, samo. Ponovadi se je govoril nazaj, ne, da je bila recesija nekje na 7 let, se pravi neki popravki na trgih, streznitev. Zdaj pa v bistvu do tega sploh ne prihaja več. Moje mnenje, da je razlog monetarna politika, se pravi centralne banke, ki že pred samo napovedjo, ne da bi se recesija sploh zgodila, ukrepajo, se pravi z znižanjem obrestnih mer, tiskanjem denarja, in to v nedogled ne more iti. Ne. Se pravi, slej ko prej bo prišlo enkrat do ene take resne streznitve. Sicer indikatorji zdaj tega ne kažejo, ampak lahko se zgodi. To, kar sem tudi prej rekla, da se stvari gibljajo drugače, kot smo bili navajeni. Ne? Tale avgustovska odločitev japonske centralne banke, ki ni ne FED, ne ECB, ne, pa tudi ne angleška, je strašno zanihala trg. Ne? Sploh v kriptu dlje je rabu. Nekateri altcoini še vedno niso povsem se pobrali, delnice nekoliko hitreje. Hkrati pa recimo pred kratkim v času največje politične krize v Franciji in v Nemčiji njihovi indeksi na rekordih. Ne? Pa vemo, da vsi ostali podatki od PMI-jev, inflacije, BDP-ja, Nemčija letos celo v recesiji, ne nakazuje na to. Pa hkrati se delnice drugače obnašajo, kot bi človek pričakoval. Te njihove največje so rasle po 7, 8, 9% v enem tednu. Hkrati pa je kripto reagiral v zadnjem času samo pozitivno, in sicer, ko je Trump najavil, da bo Atkinsa dal na vrh njihove agencije za trg vrednostnih papirjev, smo prebili to mejo $100,000 in potem, ko je Trump zdaj pred nekaj dnevi rekel za CNBC, da bodo ZDA naredili nekaj velikega, ker želijo biti na čelu, in ko so ga vprašali, ali to pomeni, da bo začela država kupovati rezerve tudi v kriptu, predvsem v bitcoinih, je na to odgovoril pritrdilno, smo prišli čez €100,000. Torej, predvsem so nihljaji navzgor in zelo malo navzdol, tudi ko so zelo slabe novice. Je ta nek indeks pohlepa res, nekateri pravijo, da se napihuje in da smo že kar na zgornjih mejah? Ja, ne bom rekel, da to ni možno, ampak Trump z izvolitvijo, z predvolilnimi obljubami, tukaj pač moram dati poudarek, da so bile te izjave zelo populistične za pridobivanje pač glasov te strani publike. Je pa tudi nekaj resnice v ozadju. Garyja Genslerja ni več, oziroma 20. zaključuje svoj mandat na SEC. Praktično je bil z vsemi kriptopodjetji v Ameriki na bojni nogi, v tožbah, predvsem Ripple tukaj recimo. Ne. Ki je na pol zmagal, čeprav je dobil kazen, pa vendar bistveno manjšo od tega, kar je bilo želeno. Tiste je bila salomonska odločitev, ne. Tako da zdaj pa tudi Ripple, ne, oziroma Ripple Ledger v bistvu upa, da se bo zadeva umaknila, in Ripple je tudi zabeležil zelo lepo rast. Prehitel Solano. Tako da z tega vidika se je začelo nekaj dogajati. Ne. Še vedno bi bil tukaj previden, ker še vedno lahko pride, recimo 20. januarja bo inauguracija in Trump bo imel govor, pa bom čisto poenostavil, če bo na tem govoru omenil Bitcoin, potem jaz ne vem, kdo to ustavil. Ne. Če ga pa ne bo, pa zna priti do nekaj popravka. Ja, lahko. Če pa ga ne bo omenil, potem bo pa se to smatralo, da je to neka prazna obljuba, sell the news, in lahko pride do novejšega popravka. Kar se lahko zgodi, glede na to, da trg zdaj kar zabeležil hitro rast.
Sicer alti sledijo počasi, oziroma ta alt season se je že začela počasi, ampak alti še kar konkretno zaostajajo. Bitcoin pa že orje, se pravi ne preorano dejansko. Tako da bomo videli, no, kako se bo zadeva odvila. Vsekakor neke korekcije na trgu še bodo, s tem moramo računati kot investitor, ne bo samo raslo, ampak bo pač nihajno. Je pa tukaj tudi še zdaj zadeva malo drugačna, ker na kriptotrg so zdaj vstopili veliki igralci, velike korporacije, tudi pokojninski skladi že na račun ETF-ov, tudi v Evropi se z zakonodajo majka trg regulira, kar je dobro. To samo daje še dodatno vrednost kriptotrgu, oziroma potrditev, da kriptotrg ni nek bav, ampak da je dejansko nek sektor, ki ima trenutno največji potencial. Kar se tiče investiranja, oziroma smo še na samem začetku njegove uporabe, oziroma blockchain tehnologije. Tako da v bistvu se v ozadju že odvija neka tekma, katera država bo prva investirala in to javno objavila državne rezerve v Bitcoin. Ne bi tukaj podcenjeval nobene države vse razmišljala, ker danes Bitcoin besedo, kar je bilo za nazaj, recimo, če si ti v lokalu slišal, da se pogovarjajo ljudje o Bitcoinu, je bil to signal, da je treba počasi stopiti. Zdaj pa Bitcoin, sploh finančni komentarji, ko so, je vedno prisoten tudi Bitcoin. Se pravi, Bitcoin postaja pridobiva na vrednosti in na teži in tudi pomembnosti, da ni samo to neka muha enodnevnica oziroma enoletnica, recimo. Tako da tukaj se zdaj odvija boj. Vsekakor jaz mislim, da države bodo pristopile, ker bodo mogle. Cynthia Lummis, senatorka ameriška, je že pripravila akt, ki govori, da bo, oziroma ki predvideva, da bo Amerika v 5 letih kupila 1 milijon bitcoinov iz naslova državnih rezerv. Za zniževanje javnega dolga čez 20 let. In pol, če tukaj dodava še Michaela Saylorja, ki napoveduje vrednost bitcoina do leta 2050 nekje med 3 in 5 milijonov dolarjev. Torej, še tako malo razmišljaš, če bojo države začele, če bo Amerika začela, jaz ne vem, ker država ne bo. No, tudi Putin je v zadnjem času začel precej bolj naklonjeno omenjati kriptovalute. Tudi Kitajska, ki se je pred leti popolnoma umaknila, nekako izgleda, da se bo nazaj vključila, predvsem ko začneš tekmovati, moraš začeti tekmovati na vseh področjih. In sploh, če bojo kakšne carine in podobno, potem moraš nekje drugje odreagirati. Do zdaj so države kupovale predvsem zlato. V zadnjih letih Turčija, Poljska, Kitajska, Amerika. Kaj, če vse to začnejo kupovati kriptovalute? Se pravi, si ne predstavljam, upam, da bojo. Ne vidim tem nič slabega. Tudi Poljska, recimo, poljski kandidat predsedniški je zelo naklonjen Bitcoinu in tudi on ne bi državne rezerve dajal v Bitcoin. Tukaj se lahko sproži potem en zelo pozitiven domino efekt. Veseli to, da je Bitcoina premalo, da ga je v omejeni količini. Tako da mislim, da ne bo samo Bitcoin, da bo tudi kaj drugega. Po podatkih Reutersa so imele vlade julija 2,2% vseh zalog Bitcoina. Je pa res, da so imele to zato, ker so bile to zaseženi bitcoini iz kriminalnih dejanj, iz cyber napadov in podobno. To pomeni, niso jih niti kupovali, toliko so jih zasegli in tudi vmes že nekaj Nemčija prodajala in podobno. Ravno poleti, ko je vmes se zgodil tisti padec, in tudi takrat, ko so začeli vračati tisti denar po 10 letih po stečaju japonskega sklada in je ta denar prišel na trg in seveda so ljudje prodali, ker so takrat kupili po buhe, verjetno po nekaj evrov oziroma nekaj 10 evrov. Tako da takrat se je zgodil nek manjši popravek ponovno navzdol, pred tistim res ta velikim. Lahko bi sklepali, da je bil tudi razlog. Za tisti prvi padec v pol avgusta še Japonska centralna banka. Pač Nemčija je prodala zato, ker ima zakonodajo tako. Tudi Amerika, mislim, da Amerika ni vsega, ampak to je vplivalo na samo ceno oziroma na gibanje cene Bitcoina. Sploh, ker so veliki lastniki zelo skoncentrirani. Drži. Velik del drži mali del vlagateljev. Problem je, da mi zdaj lahko rečemo, da pač imajo države nekje 2,2% vseh bitcoinov. Če gledava ETF, imajo več kot 5% vseh bitcoinov.
Zdaj so to realni podatki, ali ne, jaz mislim, da ne, da je teh bitcoinov pri ljudeh, ki mislimo, da nimajo pojma o bitcoinu oziroma o kriptovalutah, veliko več, kot se mislimo. No, tudi v Sloveniji vem določene zadeve, ne bom zdaj nič v imenih, ampak ja, smo kar konkretno v koraku s kriptom, tako bomo rekel. Tukaj države bodo tiste, ki bodo v bistvu zmanjšale, povečale likvidnost, pa zmanjšale nihanja, tako da lahko se že ta ciklus spremeni časovno, mogoče tudi več ne bo takih velikih padcev, ki smo bili vajeni prej, več kot 70-80%, prej še več 90%. Ne. Tako da tukaj bo pa tudi za investitorje težje, ker, kot sem rekel, veliki igralci, oni imajo čas in denar in mali so takrat na preizkušnji. Njihovi živci. Tako, veliki znajo, razumejo, veliki mi interes, da kupujejo poceni pa drago prodajajo. Mali oziroma rekel, kar velik procent ali pa večina pa kupuje drago pa poceni prodaja. Pač to je statistika, ki velja za slovenske vlagatelje. Sem se jih tudi malo posvetil. In v bistvu v teh trenutkih bo treba biti sam potrpežljiv. Kaj pa, omenili sva že velike, ampak do zdaj so bile sploh do odobritve ETF-ov, ki bo zdaj lahko tudi v Ethereumu in podobno, ne samo v Bitcoinu, so bile te tradicionalne finančne institucije precej zadržane do kriptovalut, tako banke, investicijske družbe, pokojninski skladi, da so omenila, da se to kupuje in zdaj je BlackRock, ki nekako pelje to pot, celo oni so rekli, da priporočajo naložbo v kripto, sicer so omejili na 1% do 2% celotnega portfelja, tudi za fizično osebo. Toliko malo ima že skoraj težko, oziroma moraš imeti res zelo veliko denarja, da daš lahko nekaj v kripto, pa je to samo 1%-2%. Hkrati so pa to primerjali v bistvu z delnicami velikih 7, ki letošnje leto podira rekorde. Vsaka objava gre gor, S&P gre gor, vse gre gor. Zdaj so se tega medvedjega trenda znebili očitno vsi. Še en zelo znan Hrvat, ki je naredil kariero na Wall Streetu, je mogel zapustiti službo, ker je 2 leti vztrajal pri medvedu in zdaj so ugotovili tudi oni. In zdaj že kar tekmujejo vsi napovedi, kakšen bo prihodnje leto S&P, pa je, mislim, da sem ta najvišja videla, da je 7007 točk, ostali so pri 6 pa pol nekje. Če zdaj še oni začnejo nekako pripisovati težo in pomembnost kriptu, torej ne samo Bitcoinu, ampak na splošno, in začnejo vsi igralci določen del svojega portfelja namenjati temu, pa ne samo države, ampak poučeni vlagatelji, analitiki, torej ljudje na finančnih trgih, torej tisti, ki vejo, kaj počnejo, koliko lahko to dodatno. Ker zdaj se je skrito tako, nekako se je zdelo, da imaš 2 ciljni skupini. Tisti, ki res poznajo, pa tisti, ki zelo ne poznajo in kupujejo po tem principu, ki so omenila. Kupujejo kaj drugo, pa prodajajo kaj poceni. Torej ravno narobe. Se bo mogoče tudi tlele malo, da bo to postalo nekaj malo bolj normalnega. Zdaj vse to, kar si naštela, to je bilo vse zelo pozitivno, kar lepo prijetno poslušati. Potem ti lahko na to odgovorim, da bomo priča super ciklu. Se pravi, če bo zadeva kar rasla, bomo res priča, če bomo šli vsi v kripto, z državami vredne. 25 milijard imamo slovenski varčevalci na bančnih računih, nekaj bo šlo sigurno tudi v kripto. Bi pa bil previden tukaj, ti veliki igralci so namazani, tako bom rekel. Delajo tudi za svoj račun. Tako. In zdaj res vse lepo, vse cveti in mislim, da v tisti euforiji še nismo, ampak se pa bližamo temu z vsakim novim rekordom. In vedno, ko smo na novih rekordih, vedno večja je verjetnost, da se bo zadeva prelomila. Seveda, če gledamo na pretekle izkušnje oziroma cikle. Zdaj te veliki igralci lahko tudi zaigrajo na drugo karto, da podrejo trg totalno. Recimo en tak poskus sem videl z Microsoftom, ki so imeli sestanek z malimi delničarji, ali grejo z rezervami v Bitcoin, in so bili zavrnjeni. Zdaj,
Ne vem, kaj je bil razlog, ker Microsoft že od 2014 sprejema plačilo v Bitcoinu, tako da on je naklonjen, ampak delničarji so se pa odločili, da bojo raj rezerve investirali v Microsoftove projekte, da bo pač Microsoft še večji, da bojo njegove storitve bolj donosne kot Bitcoin. Mislim v tem primeru. Lahko je bil pa predrag za njih. Pa so rekli, da bomo raje počakali. Ne vem, sklepam, to je pač moje razmišljanje. Poskušam razmišljati kot veliki, se pravi, mali bodo vedno pocepali, ko se bo trg obrnil zdaj, bom raje naučil, da nam še to zgubil. To so pač močni investitorji oziroma vplivni, ki lahko prestrašijo oziroma uvedejo strah na trg za svojo dobrobit, se pravi, da bodo poceni investirali. Tako da ja, zdaj smo blizu tega ali ne, ne vem, lahko se pa tudi to zgodi. Jaz upam, da se ne bo, upam, da bomo imeli še leto 2025 normalno, pol pa naj se recimo kaj postavi na realne stvari, sicer ne vem, če je to možno, ker pač monetarna politika je tista, ker res recimo danes ne znam več definirati, kaj je sploh definicija recesije. Včasih so bili neki 3 meseci zapored negativni BDP, da je država bila v recesiji. 2 sta že dovolj, ja. Zdaj pa, Nemčija v recesiji, kakšni? Že vidimo neke kazalnike. Jaz ravno danes sem gledal delniški indeks DAX, on je v rasti, če gledava 5-letno obdobje, raste na vrhovih. To, kot so rekla, ravno v času največje politične krize sta in francoski in nemški dosegla rekord, ne samo rasla, rekord. Torej najvišje ever. In monetarna politika, Evropska centralna banka, že 3-krat, 4-krat znižala obrestne mere, že tiska denar, se pravi, povečuje se neka globalna likvidnost in dejansko ljudje imajo denar viška, se pravi, za trošiti, za investirati. In tudi na ta račun dejansko vse pridobiva. Ne bo šlo zmeri tako lepo. Tudi to tiskanje denarja oziroma razvrednotenje denarja, ki ga poslej čutimo preko inflacije, se je moglo nehati. Če ne bomo res za kavo plačevali 15 evrov hmal. V Ljubljani kdaj nisi prav daleč od tega. Verjamem. Ker ravno sem najdla en podatek, da zadnjič, ko je bila, mislim, da prejšnji teden, minimalna korekcija, ko je šlo nazaj dol pod $100,000, je celoten kriptotrg v 24 urah izgubil $200 milijard. Pa je bil popravek relativno majhen. To ni bil zdaj padec za, ne vem, 50% ali pa prej sva rekla, da je bilo tudi 70 po 90. To so bili manjši popravki, govorimo pa res o ekstremno velikih številkah. Ne vem, koliko natančno spremljaš gibanje recimo Bitcoina. Večkrat na dan. Bitcoin je v tej korekciji naredil eno špico, ki je šla do 90,000. Ampak to je bilo zelo hitro, pa takoj nazaj. Se pravi, te korekcije so na račun traderjev, se pravi, da pobirajo menjalnice oziroma menjalnice, kjer ljudje trgujejo, z vzvodi predvsem, so bili likvidirani. In tukaj je ta denar, te izgube so na račun pač traderjev. Drugače korekcije kot take, se pravi pobiranje likvidnosti na spodnji in zgornji meji, če se pogovarjajo o traderjih, vse pobirajo. Kar pa v bistvu niti nima toliko veze z nekimi prelomi v medveda ali pa karkoli. Tako da to bo vedno prisotno. Zdaj večji, ko bo trg postajal po market capu, težje bo tudi velikim vlagateljem. Zdaj recimo največja menjalnica Binance, recimo, ona vidi, kako so traderji pozicionirani in za denarjem, ki je trg še dosti majhen, lahko vpliva na majhne premike, ker za traderje je že majhen premik lahko usoden. Večji, ko bo trg postajal, težje bojo to delali. Te korekcije bojo pač vedno obstajale. In tudi investitor, ki vstopa v kriptotrg, to je pač pravilo vstopa z denarjem, ki je namenjen investiranju in ki nima časovnih omejitev. Se pravi, čas bo vedno vse za celo. Seveda moraš biti na pravih projektih, da nisi na nekih praznih, ki je samo zgodba, pa se nič v zadju ne dogaja. Tako da ja, to je to. Ripple je vmes tudi zaradi novega vodstva na agenciji dobil v nekem kratkem obdobju 360%
Algorand je dobil 300%, Hedera je celo zabeležila 570% rast v 30 dneh in tako naprej. Vseeno pa je nekako zdaj v teh rasteh Bitcoin prevladoval in so altkovanci ostajali nekoliko zadaj, nekateri sploh še niso prišli do svojih rekordnih vrednosti, kaj šele, da bi jih prebili. Zakaj? Vedno sicer pravijo, ne, da bikovski trend je tako, da pač tisti, ki pelje igro, je vedno v spredju, potem ostali nekoliko kasneje sledijo, še te pridejo do vrhunca, potem pa je drugi del trenda, kjer so velike rasti, pa tudi hkrati velika nihanja. Zakaj te kakšni drugi kovanci niso še tam, kjer bi lahko bili, če odštejemo teh nekaj, ki so imeli pa neke posebne dogodke, zakaj je to recimo na njih tako zelo vplivalo, ne? Da niso čisto v koraku z Bitcoinom. Ja, spet se bom navezal na prejšnji cikl, ker je bilo enako. Se pravi, Bitcoin je zmeraj tisti prvi, ki potegne in Bitcoin je najbolj poznan. In se pravi, iz prejšnjega cikla lahko potegnemo, oziroma se naučimo, da je prvo potegnil Bitcoin zrastu in so ostali sledili, potem pa Bitcoin upočasni svojo rast in se začne kapital prelivati v te manjše projekte, ki pa potem nadoknadijo in celo prehitijo Bitcoin po donosih. Namreč Bitcoin je že zelo velik, se pravi, ga imamo zdaj na 100.000 evrih. Drag je, po domače povedano. Če mu dava zdaj, da leto zraste še za 100%, pomeni, da bo 200.000 evrov. Ne? Je čisto drugače, imaš nekaj za 2 evra, pa 50 centov. Pomeni, da bo 400.000 evrov eden. Osnova je zelo visoka. Veliko denarja prijeti noter. Zato bo upočasnil ti manjši projekti, zdravi projekti, ki imajo fundament v ozadju, ki imajo neko realno osnovo, ki izboljšujejo določene segmente v bančništvu, v ekonomiji, gospodarstvu. Ti bojo pa rasli veliko hitreje, kakor recimo Bitcoin. Ne? In ja, iz prejšnjega cikla se lahko vidimo, to se je zgodilo, so ti manjši projekti kar dobro outperformali recimo Bitcoin. Ne? Torej se je bolj izplačala investicija recimo v neko kripto košaro manjših projektov, kakor recimo investicija samo v Bitcoin. Ne bom rekel, da je investicija v Bitcoin slaba investicija, ampak vidim potencial kriptotrga tudi v teh manjših projektih, se pravi, ki imajo potencial za rast tak, kot ga imel recimo Bitcoin 10 let nazaj. Ne. Bitcoin je zdaj po kapitalizaciji 11. največje gospodarstvo na svetu, kar pomeni, da sam ustvarja tako veliko denarja in ko imaš tako visoko osnovo, težko rasteš 100%. Če imaš nekaj, kar je vredno, ne vem, 2 evra, 5 evrov, 10 evrov, v končni fazi 100 evrov je potencial za rast res ogromna. Nekateri špekulirajo, da bi Ethereum lahko izgubil primat druge največje valute, kljub temu, da ima neko tudi tehnološko dobro podlago, na kateri deluje in ima vedno bolj tudi uporabno vrednost. Bi ga lahko kdo prehitel in če, kdo, prej sva že rekla, Ripple je vmes Solano prehitel, kdo bi lahko bil konkurent oziroma pretendent za mesto 2 na tej lestvici? Ne bom rekel, da ni nemogoče, ampak jaz mislim, da Ethereum omrežje bo kar na drugem mestu. Če zdaj gledava resne projekte, ki uporabljajo Ethereum omrežje ERC20, se pravi, je res to omrežje drago, pa oholo, težko se zelo hitro posodablja oziroma spreminja, kar je tudi prav. Namreč, če Ethereum naredi neko napako, gre 2/3 kriptovalut v nič. Torej, tukaj vsaka sprememba je več kot 1000 testov narejenih in zato so tukaj toliko počasni, bolj oholi za primerjavo z Solano, ki pa je bolj fleksibilna, hitrejša, nima pa nekih resnih projektov na svoji platformi, predvsem meme kovanci. Tako da tisti resni projekti grejo bolj na preverjeno, se pravi, ta reka, bolj ko je staro vino, boljše je. Tako da tudi za Ethereum mislim enako. Je le velik, če je že mogoče Ripple, ki tudi ne zaostaja, sem Ripple v bistvu malo zanemaril.
nisem ga več spremljal tako, v bistvu sem ga na nek način kar odpisal, nisem verjel. Zdaj, ko sem malo pobrskal, sem bil pa kar presenečen, da Ripple ima pa tudi projekte v ozadju, pa ne malo, ne, kar dost, tako da mogoče on tudi zdaj v tej borbi v sami regulaciji je bil Ripple tisti, ki je štango držal. Ne. Veliko malih podjetij, kriptopodjetij v Ameriki je propadlo. Gensler jim je zaračunal, ne vem, $500 milijarde recimo, ne, za te tožbe, za borbe in tako naprej. In tukaj je Ripple odigral zelo pomembno vlogo. Ne. Če ne bi bilo Ripple, vprašanje, ne, kaj bi bilo v Ameriki. Tako da, ja, Ripple ima potencial tudi. Ja, tudi. Ne vem pa, če bo zamenjal Ethereum. No. Je pa le druga najbolj poznana kriptovaluta, tako je za Bitcoinom. Ne. Tako da mislim, da bo Ethereum kar zadržal drugo mesto. Kaj pa ti tako imenovani grdorečeno shitcoini, ki pa naj bi prišli vedno v tretjem valu? Torej, Bitcoin je prvi, naredi neko pot, potem altkovanci pridejo v drugem delu, pa včasih po rasteh, ravno zaradi nizkih osnov, še presegajo rasti in potem na koncu tako imenovani shitcoinci, ki pa včasih dobijo nek hype, uspejo pritegniti neko dovolj veliko maso ljudi, da tudi to potegne nekaj, kar mogoče na prvi pogled zgleda dejansko shit in smešno, tako rekoč, pa uspe narediti nek preboj. Se strinjam, jaz v bistvu v teh shitcoinih oziroma meme kovancih ne vidim nič slabega, prej dobro v tem smislu, da pač večajo kripto community. Ne. Se pravi, ko ti investiraš enkrat v kripto, a je to shitcoin ali pa meme coin, bo spremljal tudi druge valute in z tega vidika mislim, da je to dobro. Ti kovance oziroma žetoni so zelo poceni. Se pravi, ne vem, 3-4 nule, pa pol kakšna številka ta prava v zadju, tako da 1, 2, 3 max lahko brišejo. Sicer to pomeni, ne vem, 500,000% donos, pa je pa končana zgodba. Ne. Tako da tukaj je kazino, ne. Se pravi, če si na pravem projektu, tako ko si rekla, so pa določeni, ki lahko, ne, z razni Pepe coin, floki, karkoli. Kiti in podobne. Pač imajo določen del komunitija, tako da se lahko je pa res tudi kakšen donos tak nadpovprečen zgodi. Tako da ja, z tega vidika, da širi komuniti, se pravi, da ljudi, ki nimajo še stika s kriptom preko teh z nekimi mehkimi zneski probajo, ampak pol oni že spremljajo celoten trg. Ne, zakaj pa nisem dal tja, pa tako naprej. Ne. Tako da z tega vidika vidim, da je to dobro. Ne vidim pa, da bi bilo tukaj kakšna, oziroma tveganje tukaj res zelo veliko. No. Kaj torej lahko vseeno pričakujemo oziroma rečemo v letu 2025? Rekla sva, zgleda včasih na trenutke te napovedi too good to be true. Ne? Celoten Wall Street je prišel ne samo v bikovski, ampak v drvečega bika. Ne? Tisti par, ki so nekako še imeli malo medveda v sebi, so morali zapustiti svojo fancy pisarno. In zdaj vsi pričakujejo ohlapno denarno politiko, ekspanzivno fiskalno politiko, centralne banke kar še znižujejo obrestne mere. Kaj torej v letu 2025? V bistvu napovedi slabe, če odštejemo kakšne BDP-je, ki so ravno v decembru so vse možne od OECD, ECB, vsi so popravljali navzdol, ampak hkrati to finančnih trgov nič ne moti. Ne glede na to, kakšen popravek je v bistvu v Ameriki pri inflaciji malo navzgor, v Evropi navzdol, ampak pri rasteh BDP-ja nadol. Ampak finančnih trgov, vlagateljev, tistim z denarjem, to očitno nekako ne gane več. Zdaj, če se navežem na indikator globalne likvidnosti, se pravi kapitala, če bi pogledala ta graf, vidva, da je bil sesut in je zdaj graf v novem vzponu. Torej, iz tega lahko pričakujeva, ravno danes bo FED spet sprejemal obrestne mere oziroma po vsej verjetnosti jih bo spet znižal, kljub temu, da se mi je inflacija dvignila v zadnjem mesecu. To nakazuje, da se bo globalna likvidnost povečevala. Če se bo globalna likvidnost povečevala,
pomeni, da bodo tudi trgi še kar zeleni. Ne. Do kje bomo šli, ne vem. Se pa bojim, no, da bo prišlo do ene resne streznitve. No. Tako da na to je treba biti pripravljen. Kdaj se bo to zgodilo, ne vem. Če bi vedel, bi rabil samo enkrat vedeti. To je pa čar tudi investiranja, ne, se pravi. Zdaj monetarna politika se bo tudi mogla ustaviti. Zdaj, kako bojo to zapeljali, to, kar centralne banke sprejemajo, nima takojšnjih učinkov. Ampak se šele čas pokaže. Ali pa imajo že predhodne, zaradi tega, ker v bistvu vsi ta znižanja v bistvu že vnaprej predvidijo. Ne? Recimo za FED je bilo za letos napoved januarja, če se ne motim, 90% analitikov je napovedovalo 6 rezov. Potem se je vse obrnilo in na koncu sta bila 2 reza. Zdaj očitno bomo imeli 3, pri čemer ima FED ravno zaradi Trumpa, ki veliko govori, pa včasih to tudi naredi, včasih pa ne, so pa samo izjave pompozne, toliko težjo nalogo, ker če dejansko bodo šle vse carine, čez in podobno, to pomeni dvig cen. Dvig cen je po domače inflacija. Pomeni, da ti ne moreš dodatnega denarja spuščati na trg, ker ti bo inflacija iz različnih razlogov rasla. To pomeni, da si spet prišel nazaj v špiralo in v bistvu 2 leti si delal za to, da nisi naredil nič. Je sploh mogoče še na ta način stvari kontrolirati in sploh kaj pametnega predvideti, ker tudi za leto 2023 mislim, da so čisto vse napovedi od BDP-jev, če pogledamo po državah ali pa po kontinentih, inflacije, cene energije, podobno, vse je bilo narobe napovedano. Tudi ena stvar niso analitiki pravilno ugotovili, pa se dnevno s tem ukvarjajo in gledajo različne trende, ne? Pa zgodovinsko, pa predikcije, pa ne vem kaj. Ne? Težko je napovedati, tudi gurujem na področju analiziranja. Sam nočem napovedovati, ampak jaz sem po naravi zelo pozitiven. Tako da, če zdaj vse to, kar se zgodi, pa če gledamo zdaj neko prvo četrtletje, 25 leta, se pravi inauguracija, če bodo države začele investirati v Bitcoin oziroma pač navezujem se na kriptotrg, pač vidim tukaj še nekaj potenciala za rast. Ne. Zdaj, dokdaj bo to šlo, tudi prišli bojo slabi trenutki, se pravi, prišlo bo tisto obdobje, ko bo Trump oziroma ko politika pa začela delati tudi sprejemati neprijetne ukrepe, recimo carina, tako kot si omenila, lahko to spet kakšno vojno. Se pravi, to obdobje vladanja oziroma predsedovanja ima tudi obdobje, ko se sprejemajo neprijetni ukrepi, neprijazni, in takrat trgi sigurno tudi odreagirajo. Ne. Zdaj, kdaj se bo to začelo dogajati, ne vem, tako da jaz 25, če vidim vsaj do polletja še pozitivno oziroma zeleno, pol se treba pa moje počasi začeti umikati v bolj konzervativne oziroma manj tvegane naložbe. BlackRock, ki so ga že omenila, je zdaj rekel, da je svetovno gospodarstvo popolnoma drugačni paradigmi in da se giblje popolnoma izven običajnih in do zdaj znanih ciklov, torej predvsem padcev, kot so že rekla, včasih je bilo nekako na 7 let vsaj nekaj popravka, zdaj kar ni. In oni pravijo, da je svet v tem trenutku temelji samo še na 5 megasilah oziroma nekih stebrih, in sicer umetna inteligenca, ki je imela precej velik hype lani, pa malo manj letos. Zeleni prehod, ki je imel zelo velik hype, pa se malo ustavlja tudi s Trumpom in tudi z novo Evropsko komisijo. Potem geopolitična razdrobljenost, kjer Trump pravi, da bo končal večino vojne v letu 2025, upajmo, da res. Demografski trendi, torej staranje prebivalstva v razvitem svetu, tudi na Kitajskem vedno manj, in pa digitalizacija financ, kar pomeni tudi nekaj dobrega za kriptovalute. Se bomo mogli navaditi, da bomo predikcije delali na popolnoma novih osnovah, novih številkah in novih dognanjih. Recimo potrošniki, nabavni menedžerji, lastniki, samozaposleni so že mesece zelo pesimistično razpoloženi. Trgi,
kot da živijo v nekem popolnoma drugem svetu, kot da ne živimo na istem planetu. Ja, ta korelacija se res odvija atipično v primerjavi za zgodovino. Dolar je še vedno number one, ne? Se pravi, vse je vezano na dolar, tudi Amerika bo skrbela za dolar in se bo borila, da bo dolar vedno. Je Trump že zažugal, Kako da ne ne bi slučajno razmišljal o čem drugem? Zdaj, druge manjše, Japonska ravno tako, se pravi, v teh turbulentnih časih je jen japonski varno safe haven v bistvu za valute, kar se tiče fiata. Tako da bo prišlo do nekih sprememb v smislu, da dolar ne bo, tukaj se zdaj tudi omenja ta BRICS, ne, kontravaluta dolarjev držav, ki so na nek način v sporu oziroma zahodom, ne, vzhodne države, se pravi Kitajska, Indija, Rusija, Brazilija pa Afrika, ne, pač na podlagi zlata ne bi bil zlato osnova BRICS-a. Tudi v preteklosti na račun te rasti, mislim, da zlato dosegel to rast na račun kar okrepljenih pogovorov, na račun nove valute BRICS. Jaz mislim, da Amerika tega ne bo pustila, ne, se bo raje v vojno spustila, ona je pač geografsko varen kontinent. Ne, nimajo prav veliko sosedov, ja. Tako, ne. Pa še tiste, ki imajo, so predvsem miroljubni. Tako. Sploh na severu. Tako da Amerika se pač poslužuje tovrstnih prijemov, ne, pač, da padajo bombe. Zdaj, ko padajo bombe drugje, oni pač prodajajo orožje. Ne. To je pač način, ki ga politika vodi. Ne vem, kje je tukaj interes posameznikov, da se to dogaja, ker na koncu koncev se vsaka vojna konča za mizo. Ne. Zdaj, zelena energija, ja, je bil nek hype, super, pa električni avtomobili, pa je bil porast, povpraševanje veliko. In enako kot na trgih, če nekaj eksponentno slej ko prej pride do popravka. Sploh če tehnologija ne sledi te veliki želji. Ampak, a veš, Katarina, kdo je, ne vem, 5-6 let nazaj kupil Teslo novo, ne, pa če kupi danes Teslo, to je drug avto. To je zaradi tehnološkega razvoja softverja, softverske opreme, je tisti avto nezanimiv. In v bistvu pol leta obdobja imaš ti že star neuporaben električen avto, pustimo baterijo. Ne. Vse namen je baterija, da se pač pripelješ, ampak ljudje so pač ko navajeni, da pač ta trend teh fanatikov elektroavtomobilov so jih pokupili, so si jih nabavili, zdaj se pa zadeva seveda malo ostala, vse se obrača že pač krivulja. In spet tudi tle je Trump rekel, da bo malo ukinil spodbude za nakupe, sploh če avtomobili niso izdelani v ZDA, da ne bo več dajal spodbud za nove polnilnice, kar pomeni, da spet postane avto, ki je manj uporaben od klasičnega bencinskega ali dizelskega ali pa recimo vsaj hibrida, ne, če smo neka srednja pot. Tukaj zdaj toliko specialist nisem oziroma toliko se poglabljal nisem, ampak v bistvu tehnologija je že razvita in narejena tudi že za boljše pogonske agregate kot elektrika, recimo, ne, vodik in tako naprej. To je vse že narejeno, sam čas ni še ta pravi. Ne. Tako da ta zeleni prehod moramo priti, ne, če se res podnebje segreva oziroma če imamo nestanovitno vreme oziroma smo podvrženi ekstremom. Ne. Vsako leto več katastrofe. Drži, ampak to je v bistvu tudi poseg v naravo. Ne. Se mi tudi kar naprej gradimo, kopljemo nove jame, se mi naravo spreminjamo, tako da narava nas sam vrača v bistvu. Ne. Treba je biti pač previden, mi tega mislim, da ne more rešiti. No. Treba je pa gledati pač seveda za generacije naprej, ampak. Lahko, omenil si že prvo četrtletje, lahko še nekaj malega rečemo. Drugače je kar vedelo, ne, kaj nas čaka v prihodnjem letu in kje bi bili lahko tisti kamni spotike, kjer bi lahko kaj padali ali pa zanihali in kje so možni tisti momenti nekega hajpa in podobnega. Letošnje leto recimo ogromno volitev po celem svetu, ne, tako v Evropi pomembne, v Ameriki. Je v drugem letu, torej v letu 2025, kaj takega, na kar moramo biti zelo pozorni oziroma kar bi lahko pomembno zamajalo trge,
vojna v Ukrajini traja že lep čas. Torej na Bližnjem vzhodu je izgledalo, da bo bistveno hitreje končano, pa se zdaj kar še malo širi, pa ne, je še Sirija noter prišla, pa Izrael še kar nekaj tam bombardira, pa tudi, ko se je umaknil iz Libanona, se v bistvu ni, v glavnem nič dobrega. So kakšni mejniki v letu 2025, ki jih bomo dodatno pozorno spremljali, če smo vlagatelji, pa naj si gre to za kriptodelnice, v končni fazi zlato, nepremičnine se še najmanj recimo nekako odzivajo na te mikrotrende in mikročasovne, kot sva rekla, lahko je ena kripto v enem dnevu 30%, nepremičnina bo malo težko. No, ko si že omenila nepremičnine, se jih niso dotaknila, v Sloveniji so zdaj kar na rekordih, zdaj bom rekel, da smo zajahali, kar se cene tiče ta vrh. Zdaj berem, da se pripravlja zakon na davek na drugo nepremičnino in vse nadaljne. To pa je en pokazatelj, ki ima lahko sicer kontraefekt, se pravi, če nekdo, ki oddaja stanovanje v najem, mogel plačati davek, se bojim, da bo ta davek obesil na najemnika. Z tega vidika mislim, da je lahko dvorezno. Drugače pa mislim, da... Vlada sicer pravila ravno obratno, da bo zato prišlo več stanovanj, predvsem na najemniški trg. Drži, ampak jaz mislim, da se trg mora malo zresetirati, malo očistiti, malo priti na realno, ker sam imam 3 otroke, si ne predstavljam, kako se otrok lahko sploh motivira, da bi imel, ne vem, lastno stanovanje ali pa, ker to so denarji, ki ga v aktivnem obdobju z neko povprečno plačo ne boš odplačal. Sploh v Ljubljani, ne? Drži. Z tega vidika pač gledam. Kako se bo zadeva pač odvijala, bomo videla. Upam, da se bo kaj pocenil. Vprašanje pa je bilo, kaj z drugim, ali so kakšni mejniki v naslednjem letu, na katere bomo še posebej pozorni, tako kot smo bili še posebej pozorni na evropske volitve, predvsem na Trumpa. Zdaj seveda on mora po 20. januarju začeti delati, rekel je, kot sva že omenila, vojna v Ukrajini v enem dnevu bo ostalo, to lahko malo spremeni, ampak trgov bistveno ne bo zanihalo v nobeno smer. Tudi druge stvari, carine tudi bojo stvar pogajanj, glede na njegovega finančnega ministra je že malo poskušal tudi on ublažiti, da je to bolj pogajalska pozicija kot dan dela, da je tako rekoč že vse zmenjeno. Nekako se zdi, da v naslednjem letu ni nekih velikih momentov, ki bi lahko, kar je slabo, ker če veš, na kaj biti pozoren in kaj paziti, je bistveno lažje, kot če v bistvu sam skočiš na glavo v novo leto in v bistvu ne veš, kaj te čaka in upaš na najboljše. Vsekakor je treba spremljati same situacije, tako na geopolitičnem področju, monetarni politiki in pa vzdušju, v sami publiki oziroma na trgih. Tudi jaz ne vidim nekih dogodkov, ki bi lahko vplivali na obrat ali pa na neobrat. Seveda lahko se tudi vojna v Ukrajini in Rusiji neha, to bo zelo pozitivno, to bo še en push super. Lahko se pa tudi poveča, lahko pa se začne v Evropi na širšem ozemlju Evrope vojna dogajati. Ampak zdaj Trump bo mogel pač nekaj narediti. Pač rekel je, da bo ustavil vojno v Ukrajini v enem dnevu, to je nauk, ki bi jo že pač mogel dobro, ni še čaka na pravi moment. Ampak recimo Polymarket, ne vem, če spremljaš kaj to je pač platforma, v bistvu stavnica, ki deluje na blockchain tehnologiji. Jaz ga kar zdaj obrajtam, tudi ko so bile volitve. So bile stave bolj ali manj pravilne. Tako, napovedi pravilne. Moje zaupanje oziroma zaupanje, moja pozornost je pa v bistvu graf Polymarket pridobil, ko so se prvič nižale obrestne mere. In na Polymarketu je bilo, da bojo obrestne mere znižale za pol, ne za 25, ampak za pol. In je imel prav. In tako takrat je pridobil, to pa neki bo. In tako vse naprej drugače, zdaj njihov graf je po moje v upadanju, ker so ameriške volitve končane.
pač stavnica, kjer lahko staviš, recimo, sem pogledal, Tako rekoč na vse. staviti, kaj bo Pavel rekel prvo besedo. V glavnem, kazino čisti, ampak pač tako je, to pač imajo ljudje radi, da malo hazardirajo, če lahko temu tako rečem. Ampak fajn je pa, da je na blockchainu. Spet je pokazatelj, da ne moreš tukaj manipulirati ali pa zmišljati. Recimo, ko so bile volitve mediji, pedim se v pisarno, slišim, da bo to zelo tesen boj med Kamalo pa med Trumpom, pogledam na Polymarket 20% za Trumpa. In pa se izkaže, v bistvu je dejansko rezultat presenetil marsikoga. Točno to, Se zato pa je tudi v bistvu zarevo, ker mediji so pač govorili, da je to tesen boj, pa ni bil tesen, zdaleč od tega, da bi bil tesen, niti nobenih pritožb ni bilo strani poraženega, suvereno, gladko. Mediji so govorili, da to bo šlo na nož, to bo to, do zadnjega praktično. No, ampak tudi glede na Trumpove izjave se mi je zdelo, da tudi on ni bil tako zelo prepričan, ker je že nekaj, da če pa ne bo, potem pa tega ne bo in tako. Se mi zdi, da vse očitno tokrat je blockchain tehnologija najbolj napovedala in pač vsi, ki so stavili gor, je pa res, da je to specifična skupina ljudi, ki je nagnjena k temu, ki je dovolj tudi izobražena, kar se tiče moderni tehnologiji in digitalizacije, da sploh gre tja gor sodelovati. A upava dati kakšno napoved recimo za Bitcoin, zlato pa S&P recimo za do konca leta 2025. Kje bi to? Zdaj smo prebijali meje, tudi zlato na 3700 in podobno, S&P je skoraj na 6000, napovedi so nadaljna rast, ampak kaj upava zdaj neke okvirje, se lahko rečeva od do, kje bi končali prihodnje leto? Vsekakor vidim vse tri zadeve višje. Na podlagi indikatorjev, ki jih pa spremljamo zaenkrat, kaže, da ni razlogov, da bi bilo karkoli narobe, jutri je pa lahko drugačno. To je treba biti pač pozorno oziroma seznanjen s tem, da se lahko kole obrne. Trgi so nepredvidljivi, sploh na področju parih ljudi ali pa korporacij, ki lahko zadevo obrnejo tik-tak. Se pravi, na podlagi indikatorjev, ki jih pač spremljam, vidim vse tri segmente, tako kripto oziroma Bitcoin, zlato in pa indeks, više, kot je zdaj. Se pravi, še nekaj rasti. Bodo tudi korekcije vmes. Okay. Mislim, tukaj je veliko neznank, ampak kot sem rekel, jaz sem pozitiven, tako da mislim, da bomo lahko priča v letu 2025, ne mi je zdaj za besedo verjeti, ampak je enemu super ciklu na področju kripta. Potem bo prišla neka streznitev, vsekakor lahko pride tudi do recesije zelo hitro, spet odvisno od monetarne politike, ampak oni se zdaj spet obnašajo normalno naprej, tako da ne vidim razloga, ki bi se lahko zadeva pač ustavila. V nedogled pa to ne more iti, vsekakor. Letošnje leto je bilo, tako, če gledamo generalno gledano, precej slabo, sploh vse vojne, naravne nesreče, lakota, to, da mogoče vsaj finančni trgi morajo dobro delati, da imamo vsaj eno dobro novico, če je že toliko nekih slabih, pa poskusi atentatov in milijon ljudi, ki trpi, mogoče pa vsaj finančni trg nekaj, kar nam lahko malo ublaži udarce, ko spremljaš novice vsak dan, 9 od 10 je slabih. Ja. Tako da finančni trgi so ena redkih svetlih točk. Ja, se pa tudi ne govori veliko, dobro so neki finančni komentarji, tako da je pa to res, slabe novice se veliko bolj prodajajo kot dobre. Jaz mislim, da finančni trgi v 2025 bi mogli še zdržati vsaj do polovice leta. Potem pa treba počasi gledati, kako unovčati dobičke oziroma se umikati bolj v varne naložbe, manj nihajne. Malo spremeniti portfelj, mogoče na malo manj tvegano. Kaj se pa zares zgodilo, pa ne vem pač. To so neka moja razmišljanja na podlagi zadev, ki jih spremljam
Če pogledamo letošnje leto, največji nihljaj je bil zaradi 25 bazičnih točk dviga japonske centralne banke, ki jo domnevno ni pričakoval nobena, ne? In to je daleč največji padec oziroma sploh pretres povzročila, kar pomeni, da stvar, ki jo ne pričakuješ, ker tista, ki jo pričakuješ, je tako vkalkulirana v ceno, ne? Kar pomeni, da že vnaprej vemo, kaj se bo zgodilo. Tako da deva končati na neki pozitivni strani, torej z optimistično napovedjo, pa deva reči, da bo malo več, kot samo prva pol leta. Da težko leto je bilo, dajmo upati, da bo 2025 boljše na vseh področjih in dobro tudi na finančnih trgih za vse nas, predvsem pa za vse vlagatelje in pa seveda tudi tiste, ki morda še razmišljajo o tem, da bi se odločili. Tako da hvala lepa. Hvala tebi. To je bil še en podcast Incrementum, zadnji v letošnjem, kot smo rekli, izjemnem, rekordnem in pa zelo posebnem letu. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno tudi v naslednjem letu.